Zdravo, Matevž. Ja, tole po dolgem času smo spet po BIM pogovori. Tokrat mogoče tudi enkrat tako, da se bojo videli, da ne bo sam logo in naslov podcasta gor, tako da bomo videli, no, kaj se bo zgodilo. Kar nekaj časa je že menil, mislim, da konec maja, da so to zadnjič naredila posebimo. Ampak v tem času se je nabral cel kup enih sprememb, pa tudi nekih dogodkov, tudi nekih napovedanih dogodkov bomo omenila. Tako da je mogoče za začetek, no. Robi, daj povej, kaj se pri tebi spremenilo. Glih so se pogovarjala. Ja, a To povej še ti vsi so ne te... vejo, no. Mislim, Ja, mogoče ja, zelo vsi... velikih že ve, ne, ampak vsem, zdaj pa je uradno, ne. Ne, ni še uradno. Najbolj, mislim, to še Matevž ne vem, kam zdaj rekel, ne. Kaj je največja sprememba? Največja sprememba je to, da imam optiko. Ne, no, mislim, to sem tudi hotel To- povedati. Zato, mislim, to bi lahko zdaj gledalci ali pa poslušalci sami ugotovili, ne, zdaj, zvok je fenomenalen, zdaj bo še slika, ne, kad se šika, tako da očitno je nekaj z internetom fenomenalno na boljšem, kot je bilo prej. Optika, to pa me sam rekel. Ne vem, kako sem naprej živel. Ne, super je. Moram reči, da zdaj mi pa res nič ne manjka, kar se tiče infrastrukture doma. In zdaj se Razen lahko malo pohvalim. en big size screen. To sem že dogovorjen, to že No, pride. ok. Ja. Ne, to je res, mislim, zdaj lahko sicer še več delam, ne kot prej, ampak dejansko ni več ozko grlo hitrost interneta, tako da moram reči, da sem izjemno zadovoljen in tudi v redu dela. Ne bom razlagal, kakšne so bile muke, da je tam optika sploh do hiše prišla, pa potem tudi po hiši napeljava. Recimo bom tako rekel, ne, ko smo mi gradili hišo, jaz nisem vedel, da je optiko dobil in tudi nismo predvideli te napeljave, ne. Tako da bo treba to napeljavo po hiši speljati, kar sem se seveda sam lotil, rekli so, da ni mogoče, ne. Ker imamo lepo vse po podometni inštalaciji, tako da jaz sem zadovoljen. Končno. Ja, lepo. Druga stvar, kar pa je pa, da Nisem mislim, več no, tvoj šef, ne, v bistvu. ne, Matevž ni več moj šef. Vsakmu, ko me vpraša, povem, da nisem več na KGI, pa vsi naprej, kam si pa šel, ne. Mislim, ostajam na FGG, bom tako rekel, ampak se preselil na drugo katedro. Tako da nisem več na KGI-ju, kaj ne rečem. Ja, v bistvu bil je tak splet okoliščin in tole se nekaj časa že vlekel, ne, konec koncev. Ne, mislim, nekaj časa se vlekel, bil tudi potem, jaz sem zdaj začasno, v bistvu, na drugi katedri, upam, da bo to potem tudi trajno, no. Ker se to mednarodni razpisi trajajo 2 meseca, pa potem še razgovor, pa izbira, pa tako naprej. Ampak glede na to, da sem bil edini kandidat s izpolnjenimi pogoji, mislim, da ne bom, da lahko rečem, da bom izbran, no, bom tako rekel. Tako. Tako Sam še da- povem, kje je katedra, zato ker to v principu je zelo povezano tudi z BIM pogovori, ne. Ja, to je res. To je katedra za operativno gradbeništvo. Okay. Oj. Tako da ja. V preteklosti Matevž, smo nekaj že o tem govorili, ne, v bistvu BIM pa na gradbišču, pa tako naprej. No, zdaj bomo lahko še bolj. pač malo nižje po hype cyclu trenutno, no. Tako. Druga pa ne vem, Matevž nima več, mislim, zdaj še ima, ampak verjetno ne bo kmalu več imel soseda tam v sosednji pisarni. Mislim, Ja, jaz ne bom, ja, no. Jaz ja. ne bom. Ja, To je pa to, no. to je, moram reči, mislim takole, tako da bo nekje za vedno zabeleženo, v bistvu, sinkolja so v življenju, nisem predstavljal, ne, da so kaj takega zgodili. Ja, jaz tako. Jaz sem za Robija vesel, zaradi tega, ker ima pač učiteljsko mesto, ker je docent. A si že takrat bil docent, Maja? Ja, veš da. A res? Sem. Ja, v bistvu res. Skratka, tako da sem super srečen zaradi tega, ne. Pa predvsem žalosten zaradi tega, ker v principu verjetno res naš več takoj sosed in pa bo pač težko z nekom nakladati
in Ja. izminjati težave, zakaj kaj ne dela in tako Pa naprej. Ne. koliko bi ni ne model, pa ne procesa. Ne? Tako nekako. Ja. Ja. Ampak s tem povezano, ne, si se lotil v bistvu tako tipično, ne vem, zdaj tako, ko imamo novo predsednico, ne, da si pa ti na novi katedri, zdaj pa treba obiskati sosednje države, ne, in si se lotil nekih kongresov, ne. A ja, ne, to. Mislim, moramo to tako povedati, no, da so zelo skrbno vodili ta postopek izbire na fakulteti in se je ta ves proces se je vlekel praktično od avgusta, ne. Ja, že čez poletje se je v bistvu Ja, začel malo, ne. kar je tudi eden od razlogov, zakaj se mi dva nismo preoglasili. Najprej je bilo poletje, pa pač vse skupaj. Pa zdaj je Robi v bistvu si zabezecen za prenovo študija in slajdi in ne vem kaj še vsem, ne. Tako da traumiraš malo okoli tega, ne, ampak Ja, tako no, porodne pač težave, ne. traumiram, ampak se bo. Kar hočem reči je to, da ja, mislim, sej ni to tako daleč stran, sicer ni ravno povezan z IT-jem ves čas, ampak pravzaprav moram zdaj, da me to všeč. No. Imam kot študent, pa tudi kot dijak, jaz sem precej delal v operativi in meni je bilo to vedno všeč. Ne. Če bi izbiral, ne bom lagal, pa ne bi rekel, da bi raje ostal na KGI-ju, ne. Ampak tako po temah je pa to tako sorodno, da ni, mislim, ne čutim, ne grem tako daleč stran, bom tako rekel. No. Ja, saj. Tako, drugače pa se pravim, ne se ne spremeni. No. Upam, da bo te ledbin pogovore še snemala naprej. Drugače pa ja, no, začel se je z enim dogodkom na Hrvaškem, v Cavtatu, zelo daleč stran. Jaz sem to izkoristil še zato, da sem šel pogledat most na Pelješec, ki je mimogrede lep, ne? Po drugi strani pa ni bil narejen v BIM-u. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je pa ta, Gor da piše, kaj na kakšnem mostu. Ni ne, zmodeliran v BIM-u. ne piše, ampak Nisem na kakšnem stebru. nihče ga ne omenja. No, ta kongres, ki sem se ga udeležil, je bil kongres OTMC, to je Organization Technology and Management in Construction. Organizirajo ga vsaki 2 leti, nekje na Hrvaškem ali Dubrovnika. Jaz sem bil že pred leti na tem kongresu, pa je bil takrat v Zagrebu. No, in letos se je na tem kongresu zelo veliko govorilo o BIM-u, ne, kar pomeni, da BIM dejansko prihaja v operativo. Traja le kar nekaj časa, moramo reči, no, ampak prihaja v operativo. Zelo veliko je bilo govora o Bexelu, dol na kongresu, je bil tudi gospod Veljko Janič dol prisoten. Zelo veliko se govori o Building Smartu, med drugim je bil tudi prisoten predsednik Building Smart Chapter Slovenija, Matjaž Šajn, ker so tudi na Hrvaškem ustanovili svoj chapter pred kratkim, mislim, da v letošnjem letu, in tudi oni bodo zdaj šli po pač stopinjah, ki smo jih tudi mi mogli prehoditi v Sloveniji. Tako da, no, ne vem, jaz ne bi šel tukaj zdaj po predavanjih pa tako naprej. Rekel bi samo to, da je po Balkanu zelo veliko teh centrov, ki se ukvarjajo z organizacijo v gradbeništvu. En zelo močen center je v Zagrebu, potem se pa še v Beogradu je tudi zelo močen. Je pa to bolj kot ne tako, no, temelji na posameznikih, tako kot vedno, ne. Bili so tudi kolegi iz Reke, pa iz Mostarja, pa zelo veliko sem jih tam srečal. Z mano je bil tudi in sodelavec kolega Aleksandr Srdić, ki je bil zelo prijazen, pa me je predstavil vsem tem ljudem. Tako da jaz bi rekel tako, no, zelo veliko se govorilo o BIM-u, videlo se je, da v tej fazi, ali pa bomo rekli med temi ljudmi v organizaciji, niso še na takem nivoju, no, kot je bilo že prej pri načrtovanju. Zdaj, načrtovanje pa BIM se mi zdi, da je to že tako, vsaj pri velikih projektih so se že naučili, ne. Recimo vsaj tiste osnovne stvari, tukaj v organizaciji pa še iščejo, no. Kako pa kaj, pa zakaj, pa kje bi, pa tako naprej. No, to je tak moj prvi vtis. Zelo veliko je bilo tudi o blockchainu, ker jaz tega enostavno ne razumem, mislim. Zakaj bi človek hotel uporabljati blockchain?
Ne vem, no. Mislim, en je imel en Nemec iz, mislim, da je bil iz Stuttgarta, je imel zelo dobro predstavitev, ampak se ni znal zagovarjati, ne, ker so seveda tako iz občinstva vsi napadali. Je imel zelo dobro predstavitev, da je blockchain pa BIM pa gradbeništvo, to vse skupaj brez veze, ne. In kako je on to utemeljeval, kar se mi zdi zelo pametno, ne. To je tudi v enem članku, mimogrede, ki smo ga s profesor Turkom, Žigo Turkom, napisala že leta 2017, ne, in tam noter je en diagram, kjer lepo piše, če karkoli, kjerkoli potrebuješ kakršnega koli posrednika, potem blockchain ni uporaben. Da se pa mi vprašamo, ne, kateri gradben proces poznamo, ker posrednika ni. Ni, ne. Mislim, če ne drugega vedno nadzornik nekje, ne. In ta nadzornik, potem vsi odpade, vse pametne pogodbe. Mislim, jaz res ne vem, zakaj bi se kdo šel v blockchain. Tako da ne vem, zdaj se nekako blockchain povezuje najbolj z asset managementom, ok, prav, ampak še vedno rabiš nekoga, ki bo to vzdrževal in to je že posrednik in tako, no, ne vem, to je bilo tisto najbolj zanimivo, dol iz konference. Bilo je zelo lepo organiziran, je pa cavtat precej daleč, no. precej daleč. 12 ur si se pa vozil, ne? Toliko se nisem, no. Ampak ene 8 pa, ne. Mislim, res je daleč, no. Je pa dobra stvar, sem po mandarine kupil po poti nazaj. Kar je v tudi v redu. To bi šel lahko tudi po Dunajski domov, pa se jih tam ostalo, pa bi kupil te iste mandarine. Takrat, ko sem jih jaz kupil, so bile čisto prve. So izgledale tako zelo nezrele, pa so bile najboljše letos. Pa pojem veliko mandarin. Tako da zelo lep kongres, je vsaki 2 leti in jaz mislim, da bom tudi čez 2 leti se ga udeležil, no. Se mi zdi, da tak najpomembnejši kongres tega področja na Balkanu, bom tako rekel. V tele regiji, ne. V bistvu je zanimivo, no, v bistvu. A so bili predstavljeni kakšni, ne vem, primeri dobre prakse v bistvu smislu uporabe BIM-a na gradbišču, se pravi v fazi? Ne, v bistvu Bexel je predstavljal ene primere, bili so bolj poskusi, kako bi to, pa zakaj bi to, pa tako naprej. Mislim, se pravi, meni je zanimivo, ker sem zdaj zelo dolgo hodil po teh dogodkih, ker so bili bolj kot ne projektanti, ne. In v projektivi se mi zdi, da pač vsaj v Sloveniji so bili prisiljeni iti v BIM zaradi pogojev razpisa, ne, 2 TDK, 3. razvojna os, karavanke, to se pač vse učili in delali v BIM-u, ne. Zdaj, oni pa zdaj šele potenciale ugotavljajo, se pravi, njihov največji projekt, recimo, je bil ta most na Pelješac, pa tam niso kaj veliko v BIM-u govorili, prav ni bilo nič v BIM-u tam rečeno, ne. Recimo tudi kot primer, CBIM je organiziral obisk gradbišča Rimac kampus, to je bilo v petek, 11. novembra, ne, to je bilo pred tednom dni, tole snimamo v petek 18. In tudi tisti projekt tam se ne izvaja v BIM-u, ne. Oni imajo sicer... Mislim, a je bil projektiran v BIM-u? Ni bil, Mislim, projektiran v BIM-u, oni so projektirali v Archicadu, ne, ampak oni sami so rekli, to ni BIM, to mi pač imamo projektirano 3D. Pač ne, v bistvu, ja, ker je 3D, tako. To so sami rekli, zdaj upam, da me ne bo kdo, da ne bo kdo zdaj me napadel, ne. To so rekli sami arhitekti, ki so predstavljali projekt. Ne, ampak po drugi strani je pa zanimivo, da razvijajo svojo platformo, ne, ki se reče Volume, ne, ki je pa v bistvu nek CDE na nekih steroidih, oziroma ne CDE. Tisto Volume je nekaj zelo podobnega Daluxu, ampak njihovim potrebam odgovarja, ne. Se pravi, to, kar oni potrebujejo, tisto Volume dela, ne. Temu bi pa lahko rekli CDE, a ne. Sicer za njih je najbolj pomembno, mislim, za njih je najbolj pomembno, da vidijo načrte, tlorise, prereze, takrat, ki to potrebujejo in to tudi uporabljajo na gradbišču. In zdaj, ne, če tako širšo sliko pogledamo, ok, lahko rečemo, uporabljajo BIM, ampak njihovi modeli nimajo informacij in tega, ker se s tem ne ukvarjajo, ker so rekli, da ne vidijo nobene dodane vrednosti noter, ne. Mene je presenetilo, da zdaj v zadnjem času in so bila na eni firmi, pa ti si tole iz Zagreba prinesel v bistvu
da se mi zdi, da je, ne vem, da ta BIM v smislu, da če gremo po onih Gartnerjevih Hype Tako Cycle, je. v bistvu, da smo zdaj nekako tlele dol, v bistvu začne padati v tisto luknjo, ne, kjer v bistvu ta brez veze, v bistvu se zakaj bi sploh mi to delali, ne, dokler na to začel počasi nekako rast, pa se ustaliti v nekih normalnih pričakovanjih. Ne. Jaz mislim, ne da je brez veze, ne, ampak zdaj ugotavljajo, kaj je sploh pomembno pa potrebno. Ne. Meni tudi recimo na tistem dogodku sem si zapomnil to, ne, so rekli ti arhitekti, da imajo zunanjega kooperanta, zunanjega sodelavca, ki jim pripravlja popise del, ne, in je bilo potem vprašanje iz občinstva, a so uporabili ta model za popise del, ne, pa so odkrito povedali, da ne, da on svojega zgradil, ne. In pa se vprašaš pač v bistvu, kaj je pa smisel, ne? Mislim, ne kaj je smisel, ampak to ni ta BIM pristop, da bomo mi vsi v en model noter hodili pa iskali to, kar iščemo pa ven izluščili, ampak je to pač ta naš inženirski pragmatični pristop. Imaš točno to, kar potrebuješ, ne? Mi ne bomo gradili baze za nekoga drugega, ne? Ker niti ne vemo, kaj potrebuje, pa na kak način, in vsi ti razni BEP-i pa informacijske potrebe, pa to, ne. Vsak ima svoje, ne, vsak ima drugačne in ne vem, se pravi, meni je bilo to tako zelo zanimivo, ne, in tisti projekt je res ogromen projekt, to sem Matej že razlagal, ne. To je res ogromen projekt, ne. In če bi kje videl v bistvu prednost uporabe, bi pa takem projektu videl, ne, sploh oni, ko ima zelo veliko zahtev, posebnih zahtev, ne vem, ne sme biti nobene statične elektrike, pa ne vem, neki razponi, pa prehodi, pa ne vem, imajo 4 transformatorske postaje noter znotraj objekta, ker toliko elektrike rabijo, pa take stvari, ne. In bi človek res pričakoval, ne, da bo to vse, ja, da bo to nekdo rekel, to smo vse v BIM-u, to so vse podmodeli, to, ne. Ni, ne. In tudi rekli so, da so mogli razdeliti cel projekt so mogli razdeliti na 4 podmodele, ker če bi enega odprli, bi mu odpirali toliko časa, da brez veze. In tudi, ko je odprla model v Arhicadu, je rekla, da ga ne bo sukala, ker pa bo trajal par 10 minut, da se osveži. In to, to sem brez informacij, pač 3D model, ne. In to, če se spomniš, v bistvu pa Arhicad nekako velja, da je dosti hitrejši v bistvu te stvari dela kot Revit, recimo, ne. Tako, ne, mislim, vse, kar so nama razlagali kolegi, ki se ukvarjajo predvsem s temi linijskimi objekti, tuneli, trasami in tako naprej, ko so res dolgi, ne, so vedno razlagali, da morajo to razdeliti na podmodele, ker v bistvu program ne zmore, da je prepočasen, ni odziven in tako dalje. In smo to razumeli za linijskim objektom, ampak to je bil pa dejansko vse res ogromen objekt, zdaj se ne spomnim, koliko 10.000 kvadratnih metrov površin, ampak je bil tak objekt, ne, visoko gradnje, ni to nizka gradnja, ni zdaj tako, da bo 10 kilometrov, ne, in imajo iste težave, tako da se pravim, tu bo treba narediti, po mojem, v tej BIM skupnosti tudi nekaj na tem, da se v programska oprema izboljšala, ne. Tako, no, se pravim, tako, ko si rekel, jaz osebno mislim, da smo zdaj na tistem platoju nekje, ali smo zdaj čist na dnu že, ali še ne, ali gremo že navzgor, ne vem, ne. Zdi se mi, da vsi vidijo prednosti BIM-a, ne. Bi pa bilo počasi čas, da začnemo tudi priznavati, da so tudi kakšne slabosti, ne. Ali pa, da končno pogledamo na vse skupaj tudi pragmatično, inženirsko, ne samo strogo iz stališča IT-ja, ne. Ja, dokazali smo, marsikaj je zmožno, marsikaj se da, zdaj pa čas, da se vprašamo, ali se to splača. Tako da. Ja. No, ampak potem si nadaljeval v Portorož, ne? Ker smo že pri teh kongresih. No, zdaj skačemo malo naprej nazaj. Najprej je bil Cavtat, potem je bil Portorož, ali potem je bil obisk Rimac kampusa, ampak ja, no, potem je pa Portorož, tam je bil pa, moram prav prebrati, ampak je 15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi. A je bil 15? Ja, je bil. 15. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi. Naj takoj povem, da tam smo imeli en prispevek, v bistvu Simon Arčan, Jure Česnik, sta imela en
prispevek, pa tudi mi, da so sodelovali, no, kjer je Simon zelo lepo v svoji nalogi razdelal, pač kako bi z BIM pristopom neke take hitre študije izvedljivosti delal, pa primerjavo tras, tam on je imel primer tretje razvojne vsi, on je naš prispevek predstavljal. Drugače je bil pa kongres namenjen nizkogradnikom, srečal sem precej kolegov tam, mislim, da je bil dogodek zelo uspešen, tudi zaradi tega, ker mislim, da ga prejšnjič ni bilo, zaradi korona. Tako da so vsi bili željni tega, da se spet srečajo, da izmenjajo mnenje, ker se vseeno v teh 2-3 letih se je zgodil marsikaj, ne. Če ne druga se je 2 TDK začel v redu delati, pa karavanke so v polnem teku, tretja razvojna os se dogaja, pač res je bilo ogromno narejenega. Srečal sem... Robi, prosti, ker sem te prekinil, v bistvu, ampak zdaj resno me zanima. Nekaj sem se potepal po Koroške, pa sva žena sedela tam na eni kavi, pa sva se začela pogovarjati, da ta, ne vem, neka normalna cesta, ki je gor do Raven prišla, ali pa vsaj do Velenja. Zdaj, ko si omenil tretjo razvojno os, je bilo kaj rečen? Ne. Mislim, zdaj, kaj se dogaja, pa mogoče veš? kolikor je meni znano, se zdaj gradi ta navezava avtocesta Velenje. Kdaj bo to naprej, Velenje, Slovenj Gradec, pa še naprej, ne vem. Ne. Jaz bi tu rekel čisto moje osebno mnenje, ta trasa je popolnoma zgrešena. To, mislim, vedno je bilo Velenje je bilo vedno navezano na Celje, ne. Zdaj bo pripeljali to cesto v bistvu ne vem, v Šentrupert. Ni mi jasno, no. Mislim, ne vem, zakaj so to tako naredili, ne vem. Mislim, sploh če pomislim na to, da je ta obstoječa cesta čez Arjo vas je itak uničila celotno dolino, ne. Tako da ne vem, meni to ni jasno, ampak ok, to je bila očitno politika zraven. Ne vem, zdaj Celjani mislimo, nam to ni všeč, ker je dejansko bo navezava na Velenje daleč stran, bo marsikdo bo razmislil, greš po stari cesti, a gre res po tej hitri cesti gor, ne. Za Velenjče ne verjamem, za tiste, ki delajo v Ljubljani, je to super, ne. Jaz sem tudi najprej pomislil, da to so Velenje bolj v Ljubljano smeralo, v bistvu, kot pa v Celje ali pa kje gor proti Mariboru, no. Ja, ne, ampak bilo je, kot je meni znano, so bili plani, da bi potem ta navezava šla naprej zelo blizu tega priključka v Arji vasi, potem tudi na Laško dol, ne. Kako bodo to zdaj speljali, ne vem, pa tudi ne vem kdaj. Tako da, ne vem, pač tako so se odločili, v tem ni bilo tam nekaj govora, bila so neke okrogle mize, ampak jaz se tistega čisto prvega dneva nisem mogel udeležiti, ker sem imel še predavanje v Ljubljani. Takrat vem, da so ravno to govorili, kakšni so bili plani, predvsem kakšni so bili začetki gradnje avtocest v Sloveniji. Verjetno sem nam tudi kako besedo na to rekel, ampak žal tam nisem bil. Tako da ne vem, se pa zelo veliko dogaja, to v bistvu, bom rekel, ta del gradbeništva slovenskega je zelo močen, no. No, in tudi oni, če dalje več govorijo o BIM-u, mislim, da je zelo veliko bilo govora o BIM-u, so bili pa tudi drugačne, recimo kolegi iz Zaga so predstavljali zelo veliko, ne. Tukaj bi mogoče samo omenil, ne, da Maja še vedno ni poklicala, pa bo sama vedela, katera Maja pa kaj ni naredila. Pa tudi to bi omenil, ne, da so zelo veliko govorili o trojčkih, pa si ne vsak misli, kakšni trojčki to so. Ne. Tako da pa da povem, da je bilo to povezavi z mostovi, če kdo karkoli druga misli zdaj, ne, gre to na njegov račun, ne na moj. Tako da tam, se pravi, meni je bil dogodek zelo všeč, recimo srečal sem tudi kolege iz Strabaga, ki niso zanimali bolj materiali, pa potem kolege iz 2TDK-ja, iz tega turškega podjetja na 2TDK-ja, ki je tudi njihove vidike predstavil. Se pravi, zelo veliko ljudi, mreženje je bilo odlično, lokacija je bila odlična, žal je bil takrat Portorož ful poln, tako da so tudi nastanitve kot precej drage, ker je bil tudi, mislim, da filmski festival takrat tam, nekaj takega, no. Ampak, se pravi, super dogodek, tudi tam se je zelo veliko govorilo o BIM-u, sicer malo drugačne, ker je to vsem bolj zrelo,
na tem področju. To je bilo bolj področje projektive. Se pa tudi pojavlja, da se BIM prihaja tudi na gradbišča, kako se lahko uporablja. Zelo veliko se govori tudi o teh pregledih, kako bi to izvaja, kakšne so te baze infrastrukturne, kako jih posodabljati, kako to učijo zdaj tudi ostale države na Balkanu. Tako da, se pravim, zelo zanimivo, no. Priporočam, če se kdorkoli ukvarja s tem področjem. Te zanima še kaj od tam? Ja, ne. Ne. To je nepošten odgovor, ne, ampak Ja. Mislim, jaz tudi moram reči, da mi je težko govoriti o tem, ker je že kar nekaj časa takrat, da ne govorimo o tem, kaj vse se je vmes naredilo. ja, sej, ne. Kaj vse se je vmes dogaja. Ne, pa tudi Tako da se opravičujem vsem, če sem pozabil povedati, ampak pač, ja, no, bil je tudi predstavitev glede Building Smart Chapterja Slovenija, o čemer bom pa tudi zdaj povedala. ja, kaj sej, je to novega je, na to tem je v bistvu področju, ne. najina, recimo temu zadnja točka za danes, ne, mislim, da sva, čeprav sva rekla, da ne bo dolga v bistvu tole. To nam ne Lahko- gre. Boš, da so naj razselili, Matej. Ne, boš res. Ja, v bistvu Building Smart, ne. In s tem povezano certificiranje. To, Ja. to je, recimo, se mi zdi tema, ki je trenutno zelo aktualna. Ja. Pred časom je dejavnosti Building Smart Chapterja Slovenija predstavljal njen predsednik Matjaž Šajn tudi na najinem podcastu. To je bilo že zelo dolgo nazaj. Ne. Že leto in več nazaj, ja. In jaz sem v zadnjem času, predvsem pa tudi na kongresu v Portorožu, dobival čedalje več vprašanj, kdaj bo to certificiranje na voljo tudi v Sloveniji. Zakaj sem jaz dobil ta vprašanja? Ker sem vodja te skupine za certificiranje. Tako da lahko zdaj z veseljem povem, da je ta izbira ponudnikov in celoten proces bolj kot ne pri koncu, kar pomeni, da so že izbrani centri, ki bodo ponujali izobraževanje Building Smart, ta foundation training, se pravi ta temeljna znanja, kar pomeni, da bodo na koncu lahko izdali mednarodno priznan certifikat Building Smart. Zdaj pa, Matej, ti moj seznam, pa prosim, naštej vseh 7, da ne bom jaz koga pozabil. Res je, v bistvu to je bilo uradno objavljeno, sem dobil mail 10. novembra, skratka, dober teden nazaj, no. Je ta mail prišel in v bistvu jih bom kar po vrsti naštel, so tudi tako zelo lepo abecedno so navedeni. Bexel Consulting, CGS Labs, iProstor, Pilon AEC, pa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitektura in pa na koncu Zavod za gradbeništvo Slovenije. To je teh 7 centrov, ki imajo v bistvu ta blagoslov, da lahko to izvajajo. Ti centri takoj, ko dobijo potrditev, ko podpišejo pogodbo in dobijo certifikat, lahko začnejo z izobraževanji. Po mojih informacijah prvi center želi začeti z izobraževanji že konec novembra, začetek decembra. Ostali so napovedali, da bodo začeli izobraževati z januarjem. Zdaj, k kateremu greste delati, je popolnoma vseeno. Vsak od teh 7 bi moral nuditi enako kvaliteto izobraževanj. Znanje se na koncu preveri z izpitom, ki poteka online, in na katerem morate doseči 75%. Zdaj, mogoče vprašanje, ki sem ga dobil, v katerem jeziku se ta izobraževanja izvajajo. Ta izobraževanja se morajo izvajati v slovenščini in tudi izpit je v slovenščini. Ne? Tu bomo še videli, kakšne bodo težave s terminologijo, ker običajno v BIM svetu se uporablja angleška terminologija. Se mi pa zdi prav, da začnemo uvajati slovensko terminologijo tudi zato, ker BIM očitno prihaja tudi v zakonodajo. Tako da bomo videli, pač upamo, da bo čim manj težav s prevodi. Poskušali smo prevode čim bolj uskladiti, ampak je bilo težko, ker je se uporabljalo marsikaj v različnih dokumentih, ki jih lahko rečemo, da so uradni dokumenti, so bili različni prevodi za iste izraze. Bomo videli, pač upamo, da bo čim manj težav, kar se tega tiče. Jaz si tega zelo želim, če ne bomo pa dodelali.
dodelali, spremenili, se dogovorili in uskladili in pač drugega v tem trenutku ne moremo. Tako da vsi, ki so zainteresirani, ki ste zainteresirani, lahko pristopite do katerega koli ponudnika, povprašate, kdaj namerava začeti z izobraževanji. Ponudniki bodo tudi ta izobraževanja ponujali na različne načine. Eni bomo ponujali v bistvu spletno izobraževanje, drugi bodo imeli kombinirano spletno v živo, eni bodo imeli izključno v živo, kar vam pač seveda najbolj ustreza. To je pa to, so kaj pozabila? Ne, mogoče sam pojasnila to, da Building Smart je v bistvu določa neko okvirno vsebino, ki se ne bi na teh predavanjih pojasnila, spredavala in tako naprej. Ne? Na kakšen način se to naredi, v kakšni obliki, koliko podrobno, je pa v bistvu potem ni dorečeno, oziroma ni dorečeno, ampak je odvisno od vsakega ponudnika. Ni predpisano. Ne pričakovati, da so enaki ali pa zelo podobni slajdi ali kaj podobnega na vseh teh, to ni. Ne? To ni usklajeno. To je v bistvu pač možnost, da vsak ponudnik pripravi svoje. Jasno pa, da so pač vprašanja za vsa enaka. Ne? Ja, vsak center oziroma vsi centri so dobili iste materijale in ti materijali so pač takšni, da so samo smernice, kaj je treba pač tem, ki so se prijavili na izobraževanja, pojasniti, predstaviti, jih naučiti. Vse ostalo je v rokah izobraževalnih centrov, kar pomeni, da se bo tudi to, kateremu centru boste šli, je odvisno od tega, pač kakšno kvaliteto izobraževanj bodo ponujali, no? Bom tako rekel, oziroma kvaliteto, način, kako bodo izobraževali, ker vsak center je potem čisto avtonomen. Ne? Tako da mislim, da je to. Ja, zdaj moram reči, da najbrž poslušalce zanima, koliko bo to stalo. To pa še ne vemo. Še ne vemo, ne. Ampak cena ni predpisana in tudi cena ni predpisana, če greste pa malo pogooglati, v bistvu boste našli v naši soseščini Avstrija, Italija, Nemčija ali pa tudi dlje čez Atlantik v bistvu ponudnike in boste lahko pač videli, koliko pri njih stanejo ta izobraževanja. Tako da zaenkrat še ni v bistvu, niti ne bo nekega dogovora med vsemi temi ponudniki, ampak je v bistvu od vsakega ponudnika nekako odvisno, kako ovrednoti svoje delo, svoja pač pripravljena predavanja, tako da se bo še videlo. No? Tako da zaenkrat ne moramo nič kaj reči. Jaz lahko sam za nas recimo povem, ne, če zdaj vsem sva z faksa tukaj z univerze v Ljubljani, načeloma ne bi bilo to nekje v začetku decembra na voljo, v sredini decembra recimo je pa res kar ta zadnji deadline, no? Zato, da to se začne lahko pač redno izvajati. Potem pa jasno je od vsakega posameznika odvisno, koliko hitro gre skozi gradiva, koliko hitro je pripravljen na to, da pristopi k samo izpitu. To je pa spet ni za probati, ne, zaradi tega, ker so pač tudi neke omejitve, koliko lahko to ponavljaš in tako naprej. Ne. Tako je. Pa mogoče bi samo omenil, da je pred meseci je bilo ponujeno tako podobno izobraževanje, ki potem sicer ni bilo izvedeno na IZS-ju, ne. In tista cena na IZS-ju za to izobraževanje je bila 1500 evrov. Lahko pa mislim, da rečem, da ne bo nihče od teh centrov take cene dal. No. To si skoraj upam reči, da bo ta cena nižja. No. To si skoraj upam reči. No. Ja. Druga pa je pa seveda odvisno od vsakega posameznega centra. Če se kdo odloči, če kdo omeni, da ponuja takšno izobraževanje, da je taka cena primerna in upravičena, to da potem pač vsak posameznik bo zase presodil.
Tako. ali mu to ustreza ali pa ne, ali pa če je to zanj v redu ali pa ne. V redu, tako da Okay. jaz vas vse vabim, tisti, ki bo želel na certificiranje, da obiščete. Mislim, da bo na spletni strani Building Smart Chapter Slovenija, bodo vsi objavljeni. Pregledate, pa si potem izberete tistega ponudnika, ki vam ustreza in potem pač opravite ta izpit. Ja, zdaj, če smo mal tako, ne vem, ne najdem ta pravega izraza, ne, v bistvu. Jasno, če v tem vidite smisel, ne, Ja, tega dodano certificiranja, vrednost, ne, tako. dodano vrednost. Tako da ni, vsaj, ko realno pogledam na to, v bistvu, dokler to ni nekje ali v zakonodaji ali v bistvu nekako predpisano strani delodajalca, ne, da zahteva nek tak certifikat, potem je pač, bo pa najbrž enkrat to prišlo do tog deleč, ne. Ja, jaz bi mogoče tukaj samo omenil, no, da Building Smart omogoča tem lokalnim izpostavam tudi 6. modul, tukaj so se izobraževali po 5 modulih. Ta 6. modul je pa lokalni modul, ki ga mi zaenkrat v Sloveniji nismo razvijali, zato ker zakonodaja še ni sprejeta, dejansko nimamo nič od zakonodaje na področju BIM-a. Tako da tisti, ki ste mogoče šli v tujino delati ta certifikat, tam ste morali opraviti tudi lokalni del. Recimo Nemčija ponuja svoj lokalni del, Američani imajo nek svoj lokalni del, kar pomeni, da so tudi vprašanja potem iz tega lokalnega dela, ne. V Sloveniji tega zaenkrat ni. Se pa predvideva, da ko bodo zakonodaje sprejeta, da se bo dodal tudi ta 6. modul, ker takrat bo smiselno, zaenkrat lahko pa samo špekuliramo, ne. In mi se nismo želeli postaviti v vlogo tega, ki bi presojal, kaj je bolj pomembno, pa kaj ne, no. Tako da to je mogoče samo kot opozorilo. Tu v Sloveniji bo res orientirano to pač v slovenščini, pa na področja, ki se Building Smartu zdijo pomembna. Zdaj te lokalne stvari smo pa zaenkrat izpustili, pa čakamo na to, ko bo karkoli uradnega. Tako da sem kot opozorilo, no. Ok. Obstaja kakšen mail za neka taka splošna vprašanja glede na to temo? Ali je... Ja, mislim za splošno vprašanje, če kdorkoli ima kakšno splošno vprašanje, se obrnete mogoče kar na CBIM, ker Building Smart Chapter Slovenija deluje v okviru CBIM-a, pa se mogoče obrnete na CBIM, potem pa na CBIM-u zelo vestni tajnik Jernej, tajnik društva, da ne bo kdo narobe razumel. Ja. Zelo vestno potem to posreduje naprej, tako da če bo kakšno vprašanje, prosim, obrnite se na CBIM in potem to oni razporedijo naprej. Ok, nič. Mislim, da so bila dosti dolga, ne? Tole Predolga. Predolga, ne? Se vidi, da že dolgo se nismo tako pogovarjali. Ja, res, v bistvu. Kaj lahko rečem, v bistvu, mogoče to, da tole ne bo to zadnje, ne? Da imamo že nekaj drugega tudi planiranega, ampak za tist bi pa se bilo dobro večkrat pripraviti bolj, v bistvu, v smislu, da ne bova kar tako nekaj iz glave govorila, ne? Samo bolj vsebinska vprašanja. Mogoče tudi kakšnega gosta povabiti, pa definitivno, ko bo prva skupina prva skupina kandidatov opravlja izpit Building Smart, mogoče bilo dobro tudi povabiti koga, pa da pove svoje izkušnje, pa če je videl kakšno dodano vrednost. Absolutno. Nič, to je za danes vse, v bistvu, Robi. Hvala za te izčrpne informacije, ne? Zdaj ti ne morem reči, v bistvu, ne vem, da je tisto prisotnost, ne? Ti je ne potrjujem več, tako da zdaj si moraš sam skoraj. Ne. Čisto red, da ne bo kdo narobe razumel, jaz natežem samo hecal. Ja, treba skriti to žalost, v bistvu. Matej štromira, ker me ne more več komandirati. Ja, to pa res, ja. Sej se hecam. Zdaj moram Robi bolj spomniti, da mi na pozabo nekaj sprintati. Ja, to je pa drugo. Ja, ne bom pozabil, bom. Prav, nič kaj rečeva, se slišimo. Tako. Ko se slišimo. Tako. Čim prej. Čim prej. Mislim, da
se treba v bistvu, no, če se malo posebej skopelem, v smislu, da je treba tole spet spraviti v neke normalen cikl, v bistvu nekih 14 dni. Kaj takšnega, ne samo priliki, ko se nam zdi, da je bilo pametno nekaj na Zoomu povedati, zdaj sva v principu tudi na Zoomu. Do zdaj je bilo to vse nekaj prek Skype. Tehnologija gre naprej. Ne? Upam, da res ne bo video objavljal, ker se še počesal nisem. Ja, lej, Robi, moraš mi tako frizuro, veš to. Vsak dan se zbudiš, kaj da si frizerja. Zdaj sem se spomnil, da lahko bodo tudi gledalci videli, da niso nove samo stvari, ki sem jih omenil, pa tudi to, da sem že čisto Ja, še posebej, ko gre leta teh BIM pogovorov, v bistvu kar naprej, ne. To je že delač, ne, kar so začele. Nič, dosti nakladene za danes, Robi. Lep pozdrav, ne. Pa spet čez 14 dni se spet kaj slišva, ne. Velja, adijo. Ajde, čau.